Z Jasmino greva zdaj na en poseben trening. Kaj naj jo čaka? 11 km, precej gor, tudi kdaj dol, ampak glavno gor. Tekla bova pa na štart našega skupnega treninga. Kaj bi se vozila? Ha? In danes imamo v načrtu, da pretečeva kar skupaj 42 km. Tako da poglejmo, kako bo to šlo. Tu bo najin štart. Jaz sem povezan s satelitom. Jaz bom pa zdaj. Evo, lep razgled na najin začetek treninga. Vsak kilometer najine poti bova nekako obeležila z povprečnim tempom. Se veseliš? Me zanima, kaj nam bo ratalo. Zelo se veselim. Že prejšnji teden sva šla po tej trasi. Ja, in sva imela povprečje 4,45. In naj zanima, če bova danes lahko kaj hitrejša. Raztezne vaje za gibek korak. Evo, smo povezani. Evo. In gremo. Tempo je 4,44. Za nama je že prvi kilometer s tempom 5,09. Druga polovica prvega kilometra je kar pošten klanec. Prva polovica drugega kilometra je tudi klanec. Iz tako rekoč nič nadmorske višine smo se zdaj dvignili že na približno 110 metrov nad morjem. Do zdaj je v drugi kilometer, ki ga tečeva, je povprečje 5,46. Ampak zdaj se bo zravnalo in začelo tudi spuščati. Končno. To mi deli. Evo, ravno ko zapuščava Hvar, je drugi kilometer. Povprečje drugega kilometra 5,30. Pošteno sva dvignila tempo. Tempo je trenutno tretji kilometer, ki ga tečeva, 4,12. Kako ti gre, Jasmina? Odlično. Zdaj, ko sva malo više in ko se cesta malo zravnala, gre zelo v redu. 4,05. Še 500 metrov in za nama bojo že 3 kilometri. Spet je vzpon. Približno 300 metrov vzpona. Mandlji cvetijo na Hvaru. Za tretji kilometer sva rabila 4 minute 33. Spuščava se proti Milni. Včeraj smo potrebovali za hojo od Hvara, iz Hvara do Milne 2 uri. Danes bova pa prišla do Milne, malo po krajši poti seveda, ne čisto ob morju, ampak ker tečeva hitro, kar v 20 minutah. Povprečen tempo tega kilometra, četrtega kilometra je 3,58. Gremo naprej. Dobro nam gre. Postalo je vroče. Jasmina se mora sleči. 4,06. 4,06. Kaj je to? Ker kilometer? 5. kilometer. Super. V daljavi se vidi Vis. Danes bomo videli Vis in Korčulo. Ker tečemo do Svete nedelje in naprej.
Evo, pred nami je že Korčula. Povprečen tempo tega kilometra je 4:29. Že pleteva korake v 7. kilometer. Meni kaže povprečen tempo cele razdalje 6 km pa pol, 4:36. Tako da sva uspešna. Res pa je, da imava zadnji kilometer v teh 11 bo kar dober vzpon. Tempo 7. kilometra je bil 24. Kak hrib je pred nama. Lep hrib, lep hrib. Lep, pošten hrib, ki nama bo mal znižal tempo. Za nama je že 7 km pa pol in povprečen tempo cele te razdalje 7 km pa pol je 4:38. Tukaj pod nama je uvala Zarače. Bravo, Jaslina. In gor, in gor, in gor. Povprečje 8. kilometra je 5:07. Gremo zdaj v 9. kilometer. 155 je srčni utrip. Pred nama je pa precej močen spust. 45 je bila največja hitrost pri tem spustu. Točno 4:15 povprečje tega kilometra. To je 9. kilometer. Še 2 kilometra do začetka treninga. Torej, današnji trening je sestavljen iz 11-kilometrskega tempoteka, iz 20-kilometrskega lahkotnega teka in zaključkom 11 km tempoteka. Skupaj to pride točno 42 km. Pred nama je kar nekaj maratonov. Prvi bo februarja že v Palmanovi, potem imamo mali maraton v Rimu, potem gremo na mali maraton v Poreč. Kaj pa potem? Istrski maraton in pred mano je zmagovalka lanskoletnega istrskega maratona. Lepo je imeti zmagovalko pred seboj. Potem pa gremo še 22. aprila v Padovo. Tudi na maraton, je pa tudi mali in še 10 km. Če še nisi prijavljen na naš YouTube kanal, se pa prijavi. Tukaj. A sem v pravo smer pokazal? Sem. Ne, tukaj. Povprečje 10. kilometra. Naši tekači se bojo pripeljali na naš trening z avtomobili. Povprečje 10 kilometrov je trenutno 4:35. Ampak pred nama je še klanc, ki se ga bomo mogla lotiti. A ne, Jasmina? Ja. Še zadnji kilometer. Še 500. Še 500 metrov. Drži, Jasmina, drži. Ritem. Rake delajo. Imam to. Globoko dihamo. Ni druge, kot da globoko dihamo. Še 200 metrov. Tako da, bravo, kar gremo hoja do sonca. Še 100 metrov, da bo točno 11 km.
Koliko je bilo, Jasmina? 50 minut 53 sekund. Super, osebni rekord na tej trasi. Bomo še višince pogledala. Torej 11 km. Poprečen tempo vseh 11 km je bilo 4:38. Evo, ta naša trasa prvih 11 km je štela kar 275 metrov spona. Zdaj je pred nami 20 km lahkotnega teka. In gremo, lahkotno tečemo in hodimo, kakor ti paše. Madriza. Vodka. Evo, pa zdaj tečemo skupaj, spet zadnjih 11 km. Jasmina se je odločila, da bo za danes 31 km dovolj, tako da zdaj tečem sam, pred menoj pa je Jasna, ki bo tudi danes naredila 42. Bravo, Jasna, super. Prvi kilometer, 3:59. Prvi kilometer se je večinoma ali skoraj skozi spuščal, tako da je normalno, da je tako hitro. Super. Po klancu navzdol je umetnost vrteti korake tako, da se ne bremzaš preveč. Klanc. Klanc bistveno dlje časa traja. Kilometer klanca. Se vleče. Povprečen tempo tega kilometra pa bo 5:17. Še vedno v redu. Bravo, Urban. Bravo mi. Ten teden me je točno tukaj nekje prijel krč v zadnje stegenske mišice. Upam, da me danes ne bo. Lepo mi gre. Ni lahko, ampak gre. Seveda ni lahko. Kako bo lahko, če se približujem zdaj že zadnjim kilometrom 42 maratonske razdalje. Kmalu bo za mano že 8 km, teh zadnjih 11 km, ki želim jih teči v tempu. Povprečen tempo 8 km pa je 4:34. Dobro, kaj pa povprečje zadnjega kilometra? Je pa bistveno počasnejša, 5:51. Klanc me je res zelo upočasnil in bolj ko si utrujen, bolj te klanc upočasni. Če si spočit, lahko še vseeno kar precej hitro tečeš, tudi v klanec. Zdaj me pa čaka samo še spust do centra Hvara. Zdaj sem na višini Španjolke, bi rekel, to pomeni 102 metra nad morjem sem. Torej 100 metrov spusta. Ko so noge utrujene, sploh ni tako lahko teči navzdol. 10 km sem naredil v tempu 4:47. Prihajamo v Hvar, v center Hvara. Še zadnjih 400 metrov. Ops, sorry. Zadnji kilometer tečem v tempu 4:30. Po teh kockah niti ni tako lahko teči, ko so noge utrujene. Ko so noge utrujene, ni nič več lahko.
Še 200 metrov, da bo celih 11 km. Tukaj desno je naš hotel, Hotel Park. Še 100 metrov. Super, super. Tempo 4:30 držim. Še 50 metrov. Ravno mimo kavarne. Še 20. Bravo. Povprečje zadnjega kilometra 4:31. Super. Da vidimo čas pa 51 minut in 10 sekund. Pa še povprečen tempo celih 11 km je bil 4:39. A si že prijavljen na naš YouTube kanal? No, če še nisi, se prijavi tukaj gor. Hvala za družbo na današnjem treningu. Torej, naredili smo tempo tek 11 km, potem 20 km sproščeno z vmesno hojo in z okrepčevalnicami in zadnjih 11 km spet tempo tek, torej skupaj 42 km. Občutek je maratonski, torej zmagovalni.